Skratka, no sej, gospa Tatjana Stanič pa Gaja sta zdaj opazila, da smo sami domači, poznani, sej verjetno je to vama en tak prvi stik, ne, s temi zadevami. Gaja, prosim. Evo, da se odmutam. Ja, zame je to, jaz sem drugače petavka v drami, no, tako da v bistvu sem v ta projekt padla zdaj v tem času, ko se pač malo poskušamo najti delo tudi, mislim, sploh v spomladanskem času, ko ni bilo nobenih vaj pa to, no, pa je bilo treba malo najti tudi kakšno drugo delo, poprijeti za kaj drugega. In takrat smo v bistvu pol spomlad nekako spontano začeli snemati neke v bistvu domače, zvokovne, mislim, pač ne vem, igralci so sami snemali razne pravljice, pa poezijo, pa tako naprej. Pol kasneje pa to preraslo v neko bolj organizirano idejo, ki je pa potem Tatjana vstopila noter, pa zdaj zadeva izgleda bolj organizirano, pa z malo več rdeče niti, no. Ampak ja, jaz sem v bistvu nekako spomladi pač prišla zraven k projektu, zato da malo pošiljam maile v zvezi s tem, pa tako, da se je malo pač tudi razširila vest o tem, no, da se snema nekaj tudi za, da pač drama poskuša še nekaj drugega, ne samo na odru, kar pač v danih okoliščinah lahko. Ne, saj to je hvale vredna zadeva, a ne. Tako da zdaj bom dal pa gospe Tatjani Stanič besedo, ona je pa nekako, bi rekel, vodja, lahko rečem vodja tega. Ja, hvala lepa. Jaz sem drugače zaposlena kot gledališka lektorica, to se pravi, da je moja funkcija je nekako prenos iz pisne predloge v govorno podobo. Se ukvarjam z akustično podobo v prizoritu. Zdaj, kako je pa prišlo do tega projekta, to je bilo pa malo je bilo sistematično, tako kot je Gaja rekla, malo je bilo pa tudi splet naključij, ne. No, še to bi poudarila, zdaj sva zelo tesni sodelavki, ne, zato ker Gaja mora igralcem pomagati pri memoriranju teksta in tisto, kar se mi dogovorimo, kakšen tekst bo, to se pravi, bo šel v moderno govorico, a se bo govoril zborno, a se bo govoril govorno, pa tako to mora vse Gaja v resnici akceptirati in potem natančno plasirati, ne, kar je dosti dramatičen posel, moram reči. Ampak sva tesni sodelavki. Zdaj, v bistvu je prišlo do tega, da sem jaz začela se bolj natančno ukvarjati s poezijo že ene par sezon nazaj, ko smo mi uvedli pesniške večere. Ne vem, če ste to kaj zasledili, to so bili blazno obiskani in zelo priljubljeni večeri tematske poezije. In ker sem jaz v bistvu pravzaprav po izobrazbi le slavistka, ne, in sem pravzaprav tudi se kar precej ukvarjala s slovensko poezijo, je bilo meni v velik užitek to delati. Potem je prišla pa korona in potem so igralci želeli nekako doprinesti čim več, kar so oni mogli doprinesti v tem groznem času ljudem v stiski, ljudem, ki jih je dajala tesnoba, ki so bili zaprti v raznih inštitucijah, so skušali pomagati na svoj način in ta pomoč je bila predvsem interpretacija raznih besedil. In tako kot je Gaja rekla, je to spomladi bilo... Ja, jaz jih lahko premikam zdaj. Samo majčkeno, bom zdajle, Cvetka, malo te bom utišal, da ne bomo problem. Izvolite, Tatjana. Hočem samo to povedati, da spomladi je bilo to res spontano. Igralci so sami iskali tekste in to je bilo vse mogoče, od esejev preko poezije do, ne vem, kakšnih mogoče malo nenavadnih literarnih besedil in snemali so tudi na vse mogoče načine in to se je potem nekako zbiralo v drami in prepošiljalo naprej. Potem smo se pa odločili, imamo tudi možnosti, da se organizira snemalni studio, da bi bili te posnetki čim bolj kvalitetni. In ko se je ta snemalni studio organiziral, smo se tudi odločili, da bomo imeli nekako bolj, kaj pa jaz vem, no, vsebinsko mogoče malo bolj zaključene tekste, da bomo izdajali. In prva odločitev je bila, to je bil pa res, moj izbor je bila ravno Moderna. Zato, ker je Moderna pokrivala v bistvu 4 zelo različne pesnike, to se nam je zdelo ful zanimivo. In hkrati pri delu se je izkazalo, da so te pesniki pravzaprav pri Slovencih po eni strani, ja, točno to, evo,
točno ta zbirka je bila prvi impuls, ponatis. Ja, naj povem, ker pač ne vidijo, ne, da imam jaz tole prvence slovenske moderne, imam v roki, so 4 oziroma 5 knjižic je, no, se bomo pol kaj več povedali, a ne. No, in izkazalo se je, da v bistvu ta imena vsi Slovenci zelo dobro poznamo, ampak da samih pesmi pa pravzaprav ne tako zelo. Keteja pa Murna do neke mere, tako nekje od 15 do 20 pesmi verjetno vsak Slovenc pozna, ampak recimo tudi zame samo je bilo precejšnje presenečenje, da Murnova zbirka obsega več kot 150 pesmi. Ketejeva, Muren je absolutno najboljši, kar se števila tiče, na prvem mestu. Ketejeva majčkeno manj, ampak ima potem toliko bolj obsežne. Cankar pa Župančič sta bila pa v prvih zbirkah bolj skromna. No, Cankar pač z edino svojo, Župančič pa s Čašo upojnosti majčkeno skromnejši. Tako da smo mi potem, ko smo to snemali, smo prvi 2 zbirki tudi majčkeno skrajšali, tako da smo prišli na uro pa pol poezije. Zdelo se nam je, da če že dajemo ven poezijo, da naj bo to orang, da naj bo to res tako število, da lahko ljudje si vzamejo čas in se s temu posvetijo, ali pa si nadrobijo po lastni izbiri. In jaz mislim, da je to bil kar dost, to boste pa vi povedali, mene blazno zanima vaš odziv pa vaše mnenje o tem. Jaz sem imela občutek, da je bilo to zelo lepo sprejeto, no. Ne vem, to pač za enkrat. Igralci so se tega lotili z blaznim veseljem, tudi z nekim občutkom, da delajo eno stvar, ki bo res v tem času imela čist konkretno korist, da bo ljudem malo olajšala to tesnobno čakanje, kaj bo jutri, pa koliko je okuženih, pa koliko je neokuženih, pa kdaj se bo kaj sprostilo. Pa da je to narejeno tudi na enem kvalitetnem nivoju, ne, da so posnetki profesionalno sestavljeni, profesionalno posneti. Zdajle, v začetku februarja pride ven še zadnja iz teh 4 zbirk, Čaša upojnosti, Župančičeva. Nekako smo šli, nismo šli čist po tem, kako so zbirke izhajale, ampak smo šli mogoče malo po privlačnosti. Da smo začeli z Murnom, ki je na široko znan, pa mogoče malo otožnejši, bolj elegičen pesnik, potem smo mu dodali Keteja, ki je tudi na široko znan, ampak je recimo ima zelo veliko več vedrine, vitalnosti, tudi nekih prigodnic. Potem je pred novim letom prišla ven Cankarjeva erotika, ki je tako ali tako blazno znana in razvpita in mogoče jo marsikdo zelo dobro pozna, poslušal jo bo pa lahko prvič. Mene osebno recimo je blazno presenetil drugi del, ko je toliko pripovednih pesmi noter. No, zdaj pa v temle depresivnem januarju, v začetku februarja pride pa še najbolj vitalistična, najbolj pogumna in polna ene življenjske radosti zbirka ven, to je pa Župančič s svojo Čašo upojnosti. Toliko zaenkrat, no. A pa razmišljate, da bi še tale esej, ko je tukaj, no, tudi prebrali od Jara Dolarja? Zdaj ste pa malo zamrznili, gospod Dušan, a bi lahko še enkrat? Pravim, če razmišljate, da bi tudi ta esej Slovenska moderna od Jara Dolarja prebrali zraven. Ja, zdaj, kot ste videli, ima vsaka zbirka en kratek uvod in jaz sem se zelo potrudila, da so te uvodi vzeti iz čim bolj kvalitetnih besedil. Pri Murnu je vzet kar iz samega uvoda v zbirko od Ivana Prijatelja, enega takrat res največjih poznavalcev in tudi osebnega prijatelja. Od te četverice pri Keteju, če se ne motim, sem vzela Cankarja. Njegov ta v bistvu pravzaprav en zapoznel nekrolog. Pri drugi izdaji, ki je prišel ven, kjer je tudi malo polemiziral s tem, a se pesnike sme popravljati ali se jih ne sme, ne? To je še danes aktualna tema. Pri Cankarju smo pol vzeli Aškarca, ki je na en zelo poljuden in zabaven način umerjal publiko, ne bojo preveč prestrašeni zaradi te erotike in dekadence. Pri Župančiču bomo imeli pa spet Cankarja. Zdaj, tale Dolarjev tekst se pa meni zdi mogoče malo preveč literarno-zgodovinski, da bi ga v celoti brali.
podatkov je ogromno, to je samostojna knjiga, ne? To je v bistvu 5. knjiga te zbirke ponatisov. Jaz sem ga tudi pregledala, ko sem se odločala za te uvodne pač esejčke kratke, pa se mi ni zdel, glede na to, da se strašno veliko ukvarja s stvarnimi dejstvi, se mi zdi, da to je pa zadeva, ki pravzaprav mogoče k sami poeziji ne sodi zdajle v tej obliki. Da ne bi bili te uvodniki bolj stimulativni, kot pa nekako akademsko razlagalni. Tako da zaenkrat tega dolarja nimamo v načrtu, mi imamo v načrtu, če bo seveda projekt tekel naprej, da bi se držali kar umetniške proze in poezije, ne pa toliko zelo esejev. Pa sej vi ste nekaj že prej nekaj imeli, jaz sem malo na YouTubeu gledal, so že prej neke ene zadeve so se dogajale, ste brali tudi že. Ja, to je bilo to spomladanskega dela, no? Ampak to je bilo res samo to, ker so imeli v bistvu igralci sami doma in kar se mi je pač zdelo primerno, da se bere. Nič ni bilo to pravzaprav organizirano, zaradi tega, ker takrat je bilo vse zaprto, tudi knjižnice in tudi v Dramo nismo mogli in je bilo pač res kdor ima možnost, da doma kaj posname, pa da pogleda po policah, če je kaj primernega, naj pač posname. Tako da tisto je bilo res popolnoma spontano, no. Tisto bomo mi shranili tudi v tem arhivu, te naše akustične knjižnice, kot ti zdaj rečemo, bomo to shranili kot en zelo, zelo dragocen zgodovinski dokument. Nič od tega ne bo preč prišlo, je pa točno tako, kot je Gaja rekla. Recimo ena igralka se je lotila brati spominske eseje Poldeta Bibiča, druga se je lotila brati kratke anekdotične črtice Harmsa, tretji je šel recimo na poezijo. Zelo je bilo to odvisno od lastnih prioritet pa okusa, kar je po svoje sicer čist zanimiv. Ampak to pravim, zdaj smo šli pač po drugem principu. Ja, zdaj meni je žal, da ni tukaj z nami Jelke Marnove, ki je v bistvu tudi nekako me povezala z Gajo. Me je poklicala pa rekla, da je poklič Gajo, da pač vi to počenjate in te stvari, no, ampak jaz sem to že prej videl na RTV strani, je bila neka ena reportaža. No, ona, ko sem jaz to zapekel na CD, ker pač ona nima pač računalnika oziroma ga ne uporablja, jo je motilo dejansko, mislim, ne, zdaj začel bom pač povedal, kaj mi je ona povedala, ampak dejstvo je, da je to odlično posneto, odlična zadeva, izbor in vse. Rekla je, da je motilo predvsem to, da se recimo na začetku ne najavi, kaj bo, in na koncu se ne pove konca. Ker ona je imela na CD-ju zapečene vse tri, in je potem so vse tri so šle skozi, istočasno. V tem smislu bi rekel, ker pri nas, ko delamo, povemo začetek, povemo naslov, odkot izhaja, potem pa tudi povemo, da je konec knjige, v tem smislu, in to je dejansko njo verjetno malo zmotilo. Ja, zelo dragocena informacija. Hvala za to informacijo. Zdaj, kar se začetkov tiče, smo pravzaprav naknadno vrgli ven naslove, ker se nam je zdelo, da so te zbirke tako blazno reprezentančne, da mogoče naslov niti ni potreben, pa še izhajale so vsaka zase. Zdajle, ko bomo dali zadevo po Župančiču v enem kosu spet ven, bomo to spremenili tudi na vašo iniciativo, absolutno. Na to o koncih pa v resnici nisem niti pomislila. Tako da hvala za ta podatek. Nekaj dejansko v bistvu, ne predstavljate si, da ko poslušaš, in potem, ne vem, konc kete in potem se že kar mur nadaljuje, sicer je vmes en esejček, ampak dejansko, pa fajn bi mogoče bilo, da se tudi najavi, kdo bere, brali bodo, igralci ti in ti. Dušan, a dovoliš? Izvoli, Slavica. Zdaj, jaz kot oseba, ki sem prej videla, pa zdaj ne vidim, recimo, in bom rekla, imam tudi težavo nasploh pri zvočnih knjigah. Glejte, ko mi fizično knjigo vzamemo v roke, zmeraj vidimo naslovnico, zmeraj vidimo naslov. Ko knjigo beremo,
se meni pri daljših tekstih zgodi, da dejansko ne vem na koncu naslova, ker jo recimo bralec bralka samo na začetku v kolofonu navede in potem dejansko lahko ti to knjigo bereš nekaj dni, ne vem, pač odvisno, ne, s kako brzino in dostikrat se jaz vprašam, ja, ljubi Bog, kaj pa berem, a ne? Zato jaz mislim, da to, ne, te osnovne podatke dajati, kadar gre v zvočni obliki, to je izredno pomembno, pa mogoče ne samo enkrat na začetku, mogoče tudi kdaj v sredini. To govorim čisto iz lastne izkušnje. Toliko, hvala. Ne, mislim, zdaj, da ne bo zdaj izgledalo, kot da smo se dobili zato, da vas bomo kritizirali, a ne? Ne, seveda ne. Ne. No, se pravim, daj še kdo drug naj kaj pove, no? Jaz tega sploh ne jemljem kot kritiko, to so zelo dragocene informacije. Jaz sem vam že zadnjič, ko sva se pogovarjala, omenila, da je en moj znanec, ki je tudi oslepel pozno, ne, v bistvu na starost, meni dal blazno veliko informacij, zanimivih informacij in ključnih informacij o tem, kaj zahtevajo bralci, poslušalci, ne bralci. No, vi kar uporabljate izraz bralci, tudi mi jih uporabljamo, beremo knjige. Ja. Zdaj je pa tako, ne, zdaj te zbirke so šle ven v bistvu za širok spekter ranljivih skupin in bilo je navedeno, vedno je bilo navedeno, kdo so bralci. Mogoče ni bilo prebrano, kdo so bralci. Kar se pa tiče začetka pa konca, je pa tako. Jaz sem že prej povedala, da smo se mi odločili za eno določeno dolžino, torej 1,5 ure je zadost. In zaradi tega je v prvem poskusu, ker za nas je bil tudi to v bistvu eksperiment, ne, je šlo pri Murnu in pri Keteju precej pesmi ven. In mi pa imamo načrt te pesmi še dosnet. Ko bo ta zbirka, ko bojo vse 4 knjige zunaj in ko bo ta zbirka nekako ratala tudi že naša arhivska, bojo dosnete še ostale pesmi in bo recimo zbirka Ketejevih poezij obsegala več kot 2 uri poslušanja. Murna bo tudi bistveno več, tako da takrat bomo recimo lahko govorili o začetku pa o koncu. Zdajle je bilo to, malo je bilo tudi tako v bistvu mišljeno, mislim, jaz sem tudi zavestno sem opustila te zelo šolske podatke, to pa to, ker sem hotela, da je sama poezija čim manj zamejena. So pa seveda to stvari tudi razmisleka, ne? Ne, ker brana je pa vrhunsko, ne, recimo mi tukaj v knjižnici, a ne, Luka, bo še ti kaj povedal, imamo sicer dosti poezije, ampak nimamo jo pa v bistvu, prvič naši bralci niso tako profesionalni, drugič pa poezijo kar nekako pogrešamo. Luka, povej ti. Ja, bi se kar strinjal z Dušanom, se mi zdi, da poezija je mogoče pri nas majčkeno zapostavljena. Pa tudi meni osebno se zdi zelo dragoceno, da poezijo prebere nekdo, ki jo zna primerno interpretirati. Vsaj jaz uživam v takih knjigah, ki so interpretirane, ne? Ni pa nujno, da to velja za vse, za vsaka, ki je slep oziroma slaboviden. Toliko mogoče glede poezije, sicer bi pa rekel, da med slepimi in slabovidnimi po mojih izkušnjah obstajajo 2 smeri. Eni so tisti, ki zagovarjajo nekako interpretacijo besedil, na drugi strani so pa tisti, ki rečejo, ne, jaz bi pa rad samo pretvorbo besedila v zvok, interpretiral jo bom pa sam. Ampak, se pravim, meni osebno so interpretirana besedila zelo ljuba. Hvala, Luka, malo si zmrznal. Toliko mogoče z moje strani. Ja, hvala, res. Aha, okej. Verjetno je to še bolj problem pri prozi, ne? Ker poezija skoraj takoj, ko se pretvori iz zapisa v glas, brez interpretacije na nek način skoraj ne gre, ne? Je pa treba tle mogoče... Ja, drži. Mislim, da jaz bi tle tudi zelo nekako pohvalila te naše bralce, igralce, zato ker mi smo brali v resnici 100 in več let star jezik. In ta jezik je bil strašno, ko smo mi to analizirali in pripravljali za interpretacijo, tle so šle ure in ure dela. Zato, da se potem to posluša, kot da je, v bistvu je bil naš cilj
te izdelke, ki so nastali leta 900 ali pa 1899, ki so bili nazadnje prvi poskusi teh mladih ljudi, vsi te ljudje so bili blazno mladi, jih nekako predstaviti na modern, interpretativen način. To se pravi, ne se zatekati v neko abstraktno poetičnost in prepevanje, ampak jih povedati tako, kot misel teče. In tukaj je bilo z jezikom, z naglasi, z besedami, s skladnjo iz tistega časa ogromno dela. Ogromno dela. In igralci so naredili, jaz bi še enkrat poudarila, oni so naredili tukaj res visoko kvalitetno profesionalno delo. Na trenutke sem bila tudi jaz sama, recimo predvsem pri Keteju, navdušena, kako so ga naredili postošljivega. Mogoče bi bilo kdaj prav hecen, ne, Gaja, to mi je zdajle prišlo na misel, posnete eno pesem, kako zveni Prima Vista, to se pravi pri prvem branju, ko se lomaš praktično čez vsak akcent, pa pri vsaki neznani besedi, pa kako zveni potem, ko jo igralec razume, sam pri sebi interpretira, mislim, naštudira pa interpretira. Ne. Tako da Ni slaba ideja. To bi bil eno pogled v nastajanje vsega skupaj. To bi bilo za razmisliti. Mislim, dobro, ne, da bi zdaj s tem ljudi morili, ne, ampak kakšno pesemco, ne? Ne, že take stvari so luštne, ne, to radi se nekako not, nekako saj jaz imam rad to, ne. Ja, in mi zelo veliko pomeni, da ste pohvalili interpretacijo in bom to tudi prenesla igralcem in bom tudi povedala. Vsa mnenja in vsi feedbacki, kakor se reče, so blazno zaželeni. Sej, Luka, ti si imel Sašo Pavčkovo tukaj, ne, pa Vanjo Plut, pa še koga si imel iz drame? Ja, kar nekaj jih je bilo. Saša Pavček je bila, Vanja Plut je bila, Sabina Kogovšek se nam je pridružila, Janez Škof je prišel, tako da ja, je bilo kar nekaj imen. Mi smo namreč v knjižnici zdajle, ko je čas korone, pravzaprav uresničili nek projekt, ki smo ga zastavili na študijskem krožku na Kranjskem društvu. Takrat smo, bom rekel, prebirali besedila, ki so nastala v drugi polovici 19. stoletja. Hoteli smo pa narediti zvočno antologijo humoresk. To pa tistih, ki so jih napisali avtorji, ki so bili rojeni do leta 1920. Za to letenco smo se odločili zaradi tega, ker smo hoteli predvsem starejše tekste. Po mnenju udeležencev je bilo rečeno, da so tisti starejši humoristični teksti nekako boljši od teh, ki so, bom rekel, nastali v današnjem času. Tako da smo takrat na društvu naredili nekak seznam tekstov, ki bi jih bilo smiselno pretvoriti v zvok. In potem, ko se je razvil drugi val tele epidemije, smo se pa v knjižnici odločili, da ta seznam nekako res pretvorimo v zvok in smo povabili igralce, da se nam pridružijo in da to posnamejo. Namreč naš cilj je bil, da so besedila interpretirana, se pravi, da so pač povedana z eno tako doživeto, no, bom tako rekel. In jaz mislim, da igralci to zelo dobro znajo, zato smo se tudi odločili, da jih povabimo k sodelovanju. Zdaj teksti so od načeloma že kar posneti, v času tudi na voljo v naši knjižnici. V redu, hvala, Luka. Mečkan si zmrzoval. Toliko zaenkrat. Aha, Luka, mečkan zmrzuješ. Nekam moram pa očitno iti, da se me bo bolj slišali. Ja. Hvala, Luka. Ne vem, a še bo kdo še kaj povedal, še kako zadevo od prisotnih. Mitja? Halo, Mitja? Niga. Dobro. Mitja se je skril. Ja, očitno. Jaz nekaj povem. Jaz sem bral zdaj knjigo od Ilke Vaštetove, no in je določeni teksti so noter v tej stari slovenščini. In je zelo zanimivo to prebirati. Tako da tudi to je en čar, tako brati, kot je bilo napisano. Tako, no. V redu, Zlatko Metlika. Če ste brali Ilko Vaštetovo, pa ste imeli pa veliko dela, ne? Se ona je veliko napisala. Ja, se od Ilke Vaštetove imamo kar nekaj knjig, ne? Jaz mislim, da je ona zelo priljubljena. Vsaj bila je tam nekje do 70-ih, no, ne vem. Vem, da jo je moja babica imela doma, recimo tudi če, ne.
sam zdaj ne izhaja več na novo, tako da mogoče mlajše generacije niti ne poznajo, niti ne vejo. Ja, vse to je zdaj, ti pisatelji so tako moderni, pa manj moderni, pa ne vem, kaj se vem. Tako da tudi tukaj v knjižnici se srečujemo s temi zadevami, ko je en pisatelj modern, bi ga vsi brali, poga pa če se ne 2-3 leta ga pa pozabijo. Ne vem, tako da. Slavica, skotla kaj reči? Ja, jaz mislim, da je trenutno res ta izdaja knjig je tako v številkah zelo visoka, ne? Mislim, oziroma ti slovenski avtorji, mislim, Slovenci kar zgleda, so se na pisanje knjig vrgli, bom rekla, v bistvu. In glede na podatke, koliko vsako leto knjig izide, recimo, je verjetno res potem glavnem večina posega po teh novitetah, ne? Ja, s tem, da mi a se me sliši? Ja. Ko zdaj Slavica je tukaj mi zmrznala na ekranu. Skratka, s tem, da mi pač, ko prilagajamo pa v bistvu z enoletnim zamikom, ne? Razen če je res kak hit, potem naredimo približno istočasno oziroma nekako spet z zamikom. Edino knjigo, ko smo do zdaj izdali istočasno, je bila od Simone Semenič, Skrivno društvo KRVZ smo naredili v kombinaciji z mladinsko knjigo, tako da istočasno je šla v tem, mi temu rečemo črni tisk, v zvoku in v brajici. Dušan, če dovoliš, da te prekinem, a sem zdaj kaj boljši? Ja, zdaj si boljši, ja. Ok, odlično. Če bo koga kaj zanimalo, lahko še enkrat povem. Ne, sej mislim, da smo te razumeli, a ne? Aha, ok, v redu. Ja. Hvala, Veš, Luka. tega knjiga se mi zdi, da je bila še dokaj zelo hitro posneta, Belo se pere na 90. Aha. Ta je bila tudi kar z brzino. Ja, Slavica, tukaj se mi zdi, da smo imeli kar srečo, zaradi tega, ker mislim, da smo knjigo celo posneli kot izrednega programa, a ne? Kasneje pa dobila še Kresnika, a ne? Zato tukaj smo mogoče smo imeli... Če bi jaz nekaj pripomnila, vi ste jo posneli, kar je super, potem je pa še, mislim, da je založba Beletrina posnela, pa mislim, da z igralko Sašo Mihelčič. To je bil pa RTV, Latka. RTV Slovenija. Ja, škoda je, ker se stvari podvajajo. Ja, to je pa zdaj, to se mi zdi pa zelo bistvena pripomba, ker zgleda, da je zdaj tudi en trend teh akustičnih knjig. Jaz sem zasledila, da so začeli te bestsellerje, da so začeli snemati tudi na radiju. Zdaj, recimo mi, ta snemalni studio, ki ga ima Drama, v bistvu ne bi šel v to smer. Tle sem recimo mogoče bi bila tudi zelo vesela vaših pripomb. Mi bi se držali v bistvu ene take dosti samosvoje usmeritve. Po eni strani klasika, tista klasika, ki je slogovno in jezikovno toliko kvalitetna, pa mogoče majčkeno zdajle trenutno spregledana, da se jo splača imeti tudi v zvočni obliki, pa seveda dramatika, to je pri nas nekako... To bi bilo super, ne? Sej verjetno, Gaja vam je poslala tudi prvo zvočno, to niti ni zvočna drama, ne smem reči zvočna drama, to je v bistvu zvočna knjiga Zajčeve dramatike Otroka reke. Zdajle smo posneli Kalevalo, drugo njegovo zvočno dramo. Zdaj, kar se pa tiče tega nadaljevanja prav te knjižnice za ranljive skupine, če bo ta projekt nam uspelo peljati naprej, ker kljub vsemu je treba povedati, da zahteva določen angažma ljudi in časa, ki pravzaprav v Drami, zdajle, ko smo spet začeli s premierami, ga je težko doseči. Ampak recimo zamisel je bila, da bi posneli Ivana Tavčarja, njegovo zbirko črtic oziroma novel Med gorami, slike iz Loškega Pogorja. Recimo, pa me malo zanima, kakšen bi bil vaš mnenje o teh dveh smereh, ki sta nekako ne bi bili zdajle v prvi liniji pri nas. Luka, boš ti? Jaz mislim, da zame osebno bo zelo dragocena kakšnakoli, bom rekel, izvedba, ki jo bojo pripravili v Drami.
Sicer pa po mojih izkušnjah se mi zdi, da nam na izposoji zelo manjka takih klasičnih starejših tekstov, ki so mogoče kakšni ostali tudi na trakovih. Ne vem, recimo Fran Sališki Finžgar, ki bo imel letos 150-letnico rojstva, bi mogoče en tak avtor, ki bi se ga splačalo nekje lotiti, vsaj njegove krajše proze. Tako, to je tisto, kar mi je zdaj ta prvo prišlo na misel. No, vem, ampak drama se loteva enih, bomo rekli, enih komplicirajših zadev, kar je recimo je fajn, da se to dela, ker pač imajo znanje in ljudi, ki to, ne. Jaz sem hotel reči tako, kot ste prej rekli, Tatjana, jaz se spomnim, ko se je začelo s temi audio za prodajo, ko je to začela, mislim, da kaj so že bile zvočnice, pa založba Sanje je začela. No, pri zvočnicah je bil ena zanimiva stvar, da je istočasno smo mi posneli na primer Da Vincijevo šifro. Pri nas je prišlo, mislim, da 16 ur, se mi zdi. No, v teh zvočnicah je prišlo pa 10 ur, in potem smo gledali, o čem je tukaj štos, in sem jaz prav tole Pijovo življenje, knjigo sem vzel, in sem šel CD in knjigo brat, in sem ugotovil, da so tam pri zvočnicah so spuščali po 20, po 30 strani so enostavno spuščali, da je v bistvu pol knjige pravzaprav niti niso prebrali. To mi je bilo zanimivo mi je bilo prav to. In potem smo klicali na založbo, kako pa to, pa so rekli, da je to trend v svetu, da tako skrajšujejo. To je kršenje avtorskih pravic. Ja, točno to, pa do bralcev ni pošteno. Do avtorja sploh. Pri nas pa preberemo, v bistvu vzamemo knjigo v roke in preberemo vse, bom rekel, od A do Ž, vse, kar je napisano, v bistvu od zavihkov, od naslovnic zavihkov do konca. Tako je zdaj ta zadeva. No, pa Bog ne daj, da bi kaj vsebino spuščal. Sta dva zelo različna koncepta, in to je tudi zelo važno vedeti. To, kar ste zdaj rekli, to se pravi knjiga predstavljena od A do Ž. Zdaj, mi pri tej poeziji v resnici nismo šli po tej logiki, mi smo šli po logiki nekega pesniškega doživetja. Zato sem tudi rekla, da smo jih dali na enako dolžino. Ampak ponavljam še enkrat, meni ta koncept, da se, mislim, je zelo problematičen ta koncept, da se umetniška dela prireja, ker kljub vsemu to ni recital, to je predstavitev cele zbirke in zato imamo mi v planu, da dosnamemo. Sem se pa zelo ukvarjala s tem vprašanjem, zato ker proza sama, seveda vi zdaj tukaj govorite o velikem številu ur. Zdaj, a je to v akustični knjižnici drame, a je to zdaj v bistvu prioriteta, da se posname od A do Ž in da imamo mi veliko število ur ali ni? Jaz se bolj nagibam k temu, da bi bila pri nas prioriteta spet eno ustvarjanje umetniškega doživetja, in da bi mogoče celo iz tega Tavčarja naredili kompilacijo. To je zelo, v bistvu je to neko temeljno vprašanje, ki ga moramo še razrešiti, glede na to, da smo čisto na začetku ustanavljanja te knjižnice. Zdi se mi pa tudi tako, če imate vi tako v bistvu bogato, organizirano in zelo natančno določeno knjižnico, v kateri je vodilni ta princip, to se pravi branje od A do Ž, potem ni treba, da bi vas recimo, kaj jaz vem, konkretno naša knjižnica v tem posnemala. Jaz se popolnoma strinjam. S tem, da ko založba da ven, je pa to spet nekaj tretjega. Ker to se mi zdi pa najbolj nevarna manipulacija, to, kar ste zdaj rekli, da se držijo nekih trendov, ki so v svetu, pa ne vem, pa da dobijo čim več bralcev, bojo naredili čim krajšo varianto. To pa ni niti umetniški vtis, ampak je v resnici komercializacija. Poenostavljanje materiala zato, da bo na trgu boljš prošlo. Da se bo boljš prodajalo.
temu bi se jaz pravzaprav najbolj izognila. Ja, ne, V bistvu- jaz se čisto strinjam, da pač vi delate, pri nas je princip nekako to, ne, da je pač, tako kot je Luka rekel, ne, pri nas je trend je v bistvu tem, da pač mi posojamo oziroma bralci posojajo oči, ne, slepim. Tako, ja. Ne. Pri nas gre pa Vi pa glede na to, da imate možnosti in kadre, ne, ker naši bralci so v bistvu, bomo rekli, prišolani, a ne, vi pa, ko imate pač šolane, bomo rekli, bralce, a ne, igralce, je pa to seveda umetniški dojem, je pa to najboljša varianta, kar se mene tiče, a ne. Luka? Tako je, jaz se strinjam. Mislim, da karkoli bi drama naredila, katerega koli avtorja bi izbrala, sem prepričan, da bi ga tudi ustrezno interpretirala in absolutno tako idejo podpiram. Mitja, roke dviguješ. Ja, v bistvu, najprej, sorry, ker sem vmes mogel malo iti stran, ker delam še ne druge stvari, tako da nisem vsega slišal, ampak sem pa glih prišel zdaj nazaj, ker se pogovarjate o branju knjig in interpretaciji in teh stvareh, pa bi samo to rekel. Prej je bilo omenjeno komercializacija knjig. Meni je bilo grozno, ko je ena založba izdala Da Vincijevo šifro, ki jo je prebral Jure Longika, ne? In kar je najbolj grozljivo, je to, da v bistvu knjiga sploh ni bila cela, ampak je uvod bil kar spuščen. Tako da naša knjižnica dejansko, tako kot je Dušan rekel, bralci posojajo svoj glas oziroma pač so tretje oko slepim in slabovidnim, ne? Ker če je knjiga cela, potem mora biti pač knjiga cela prebrana. To je isto kot pri filmih. Marsikakšen program prav vidiš, ne? Film je cel, ko se začne pa napisi, ga pa kar skenslajo. To je meni nedopustno, no? Če je film cel, mora biti film cel predvajan. Ne? Ja, sem tukaj pri zvočnih knjigah, jaz mislim, da res gre za fokus oziroma za tisto ciljno skupino, a ne, tako da zdaj meni je tudi tako z pravnega vidika recimo nerazumljivo, nelogično, pa tudi, ne vem, kaznivo bom rekla nazadnje, da mladinska knjiga, ali pa ne bomo zdaj imenovali katerakoli založba, no, izda knjigo na tak način, da jo ne zajame v celoti, če jo izda kot zvočnico, a ne, tako da pri drami pa jaz mislim, da je to res drugače, ker tukaj gre pa za nek izbor pri slepih, recimo pri naši knjižnici gre pa dejansko za pretvorbo knjižnih del, a ne, tako da mislim, da to sta kar dve različne stvari. Ja, saj mi smo v bistvu v spremnem promocijskem gradivu za tole moderno, a ne, mi smo tam, to sem jaz prav natančno formulirala, izbor poezije, ne, to smo nekako tudi povedali, da to ni celotna zbirka, ampak da je to branje izbora poezije iz prvih natisov. Ravno zato, ker sem rekla, ker smo skušali doseči dolžino in zdajle po tem pogovoru bom jaz pozorna na to, da bomo mi to obdržali, tudi ko bomo imeli v arhivu to shranjeno, da bomo to oznako obdržali. Zato, ker to je zelo važna stvar. Medtem ko drame, ki se pa zdajle snemajo, to se pravi zaenkrat, kot sem rekla, Otroka reke sta posneta, pa Kalevala je že posneta, pa je še v postopku montaže. Te drame so pa od prve do zadnje replike posnete, kar je pa važno zato, ker nobena od teh dram v resnici danes ne pride več na oder v neokrnjeni opravi. Ne pride, ne. Ja, vse posod je modernizacija, ne. Napisane so bile, to se tudi čuti, ko jih beremo, so bile napisane z mislijo, da bo določen procent materiala šel ven. Tako da je fino, da smo zdajle tudi razčistili te kategorije. Ja. S tem, da so zdajle te zvočnice, se mi zdi, da zelo pazijo, da dajo ven tiste, kjer z avtorskimi pravicami nimajo težav, to se pravi, ali naše avtorje, s katerimi se zmenijo, ali pa tiste, kjer ima založba že zaradi prevoda dobljene avtorske pravice, da zato potem tako šarijo pa sekajo po papirju, ampak to je dejansko v resnici, ja, to je zelo problematičen postopek, no, se strinjam. Ampak jaz se bom pa zdajle mogla tudi z iskrenim obžalovanjem, ker je blazno zanimiv pogovor, ampak se bom mogla posloviti,
ker imam ob 11. naprej lektorske vaje za projekte, tako da V redu. sem zelo vesela, da smo se spoznali, da smo se pogovorili. Ja, super, hvala. Jaz bi rekel samo še to, jaz sem se zdaj spomnil ene zadeve. Kot novomeški knjižnici so uvedli en projekt in so rekli, da bi za slepe delali tako, da prineseš knjigo, da jih prebere, ne. In potem smo rekli nekako mi tukaj, prav, lejte, mi vam damo en katalog, pa vi pogledajte, če mi to knjigo imamo, si lahko pri nas posodi, če pa te knjige nima, jo pa dajte vi prebrati, da se ne bo podvajalo, ne. In potem sem jaz zdaj, se spomnil, sem rekel, jaz vam bom poslal tale naš katalog, ki ga imamo neki del, da boste videli, kako pa kaj, pa predlagam, ne vem, da najdemo eno obliko sodelovanja, ne, da pač nekako se obveščamo in da nekako začenjamo eno prijateljevanje v takšni ali drugačni obliki. Ja, jaz bi bila zelo vesela, če bi se to začelo tudi z nami, to se pravi z Dramo, pa s tem projektom, ki ga Drama zdaj na več nivojih zastavlja, s temi akustičnimi, kaj bi temu rekla, umetninami, ki se jih zdaj lotevamo. Smo pa ponavljam še enkrat, tudi mi smo dosti na začetku in vse te informacije so blazno dragocene, tudi dajo snov za razmišljanje, tako da upam, da bomo ostali na zvezi. Ja. No, pozdravite mi Špelo, meni je zelo žal, da ni... Pozdravlja, se vam bo oglasila. Ker sem upal, da je bom videl, ne glede na to, da sva že pred leti nekaj kontaktirala, pa nismo v tem času pol nekako nadaljevala. Skratka, oglasite se tukaj v knjižnici, jaz vse tri vabim, da pridete kaj v knjižnico sem na obisk. Pokličite me, mi smo tukaj do 8, do 3, 4, ni problem, sam pokličite, pa tudi popoldne se lahko dobimo, tako da vidite našo knjižnico in mi pa tudi, ko se bojo kakšne te stvari malo izboljšale, pa bi kak obisk naredili v Dramo, pa bi malo pogledali, kako pa kaj pri vas to počenja, ne? Zagotovo smo dogovorjeni. Hvala vam za zelo lep klepet, pa lepo se imejte. Nasvidenje. Hvala, srečno. Nasvidenje, živjo. Enako tudi vam. Jaz bi vas to prosila, da če boste imeli kakršne koli pripombe, jih kar meni na mail še napišete, prosim, mislim, ideje, kakorkoli, zaradi tega, ker pač iz različnih ranljivih skupin zbiram, ne, in da potem se pač lahko, da je vse na enem mestu, no, da imam, da potem lahko posredujem naprej, ker nekaj smo pač domovi za ostarele tudi pisali, pa tako naprej, tako da je potem vse skupaj na enem mailu, če so kakšni takšni predlogi, zato da upanju, da bomo pač, seveda mi primarno moramo predstave delati, ne, ampak in zdaj, ker se bo malo več tega odpiranja, kaj malo več spletnih premier je malo težje dobiti potem vse ljudi v snemalni studio, ampak jaz vseeno upam, da se bo nadaljeval tudi ta projekt, no, ker se mi zdi, da je vsaj zastavljanje dobro, no, potem pa bomo videli, kako bo šlo naprej, ampak dajte vse te ideje, pač kolikor je, kar meni na mail, pa da lahko potem vse skupaj jaz prepošljem tistim, ki imajo kaj besede, no. A ga lahko še poveste? Kako? Če mail lahko še poveste, mislim, da je rekel. Ja, seveda. Gaja, sam mečkam, da bom dala prav. Če ne, pa dobite pri mene. Ja, jaz sem z gospodom Dušanom sva že imela korespondenco, tako da lahko prek njega. Ko zdaj je problem Gajen primek, je problematičen, težko se napiše, zgovori se lepo, ampak... Ja, nemški priimki, ja, pišel. Drugače Gaja .poeschl. Ja, no, sej za to, ja. Mogoče boš naprej gospoda Dušana, pa potem... Pa tudi, če bojo okrog teh zvočnih dram še kakšne pripombe, če ne vem, je predolgo, premalo, recimo, všeč mi je bila ta pripomba, ko ste rekli, da bi bilo fino, da se zvočno dramo Otroka reke smo mi po delih pošiljali in ni na začetku vsakega dela recimo povedano, kaj točno se posluša, izhajale pa enkrat na teden, ne.
Tako da tudi, če so kakšne take čist tehnične pripombe v zvezi s tem, kaj bi bilo še dobro, da se pove, da se, ker recimo v domovih za starejše jaz predvidevam, da jim pač tisti, ki jim to predvaja, na začetku naredi verjetno uvod, ne, kakorkoli. Tako da vse take tehnične, ki so, kaj bi bilo dobro, da se večkrat pove, kakšno ime, ne vem, vse take stvari, kar povejte, ker se pač sproti učimo, no. Veste, kako je s tem? A se me sliši? Ja, izvoli. RTV je imel včasih zelo dobro varianto, pa žal tega ni več. Najprej je imel, ko so bile še radijske igre, mislim, vse radijske igre so še, vsak torek ob 9 zvečer, na primer, je radijska igra, ne? In RTV je včasih imel vsak mesec mesečno premiero, prav oddaja na mesto igre je bila od premiere do premiere in so prav prenašali gledališko predstavo. Zdaj, pri nas, ki smo čisto slepi, je včasih preveč informacij lahko kar malo moteče. Rečemo, zdaj, ko so te filmi, pa so audiodeskripcije in te stvari, ne? Ja, včasih je fino, če ti kdo kaj pove, ampak če pa preveč opisov, se pa potem rečemo zvoka, zvočnih efektov, hoja, veter, morje, karkoli, se tega včasih pol noter sploh ne sliši več, ne. Rečemo, zdaj sem videl, ko so tudi nove te radijske igre, kar nekega opisovanja je zraven, kam je kdo pogledal, kaj je kdo naredil. Ne vem, včasih smo to, vsaj čist slepi, se mi zdi, znali dojeti že iz samega govora, iz tega, kako so režiserji, tonci, mikrofone postavljali. In to je bilo fino, no, tako da jaz ful pozdravljam to, da se snemajo vse te stvari, ne, in če bo čim več predstav bo posnetih, to je za nekoga, ki je slep, lahko zelo fajn, ne. Ja, mi zdaj prav o snemanju predstav zaenkrat nismo, ne, nič pač še razmišljali oziroma niti ne vem, kakšne so možnosti, gre res samo za branje, samo za zvočno, zato ja, razumem. Ja, zato tudi nimamo, v bistvu ne gre za radijsko igro in tudi nimamo nobenih efektov zvočnih zraven, ampak imamo res, tako kot smo pač prej rekli, samo v bistvu podajanje besedila z neko minimalno interpretacijo, tudi pri dramah, ne. Gre bolj za to, da je prej ena od vaših kolegic omenila, da se vmes lahko, če je to dolg odlomek, oziroma v tem primeru recimo, če je vsak teden izhajala ta drama, ne, da se lahko na nek način ne pozabi, no, ampak pač, da je morda dobro vseeno na začetku vsakega dela povedati naslov, avtorja, morda kdo je in kdaj se konča, ne. To smo se pač prej pogovarjali v tem smislu, ne. Mi zaenkrat ne bomo, mi niti nimamo pogojev, niti nimamo namena, da bi ustvarjali prav radijske igre, ker to pač počnejo drugi in to zelo dobro, ne, sploh recimo Radio Slovenija, ne. Mi smo se odločili prav res za neke vrste knjižnico, namenjeno vsakmu, ki bi pač to želel poslušati, s poudarkom na ranljivih skupinam, kakor se to pač mogoče malo tako trapa sliši, no, ampak pač s poudarkom, predvsem zdaj v tem času, ko je še težje oziroma itak trenutno nemogoče iti v gledališče, ne, pa tudi v tem smislu, no, da na nek način razvijamo, zato so vse takšne pripombe, česa je preveč, česa je premalo, pač res zelo dobrodošle, no, ker v bistvu smo samo začeli nekje. Ne, vse to je hvala vredno, ne, saj midva s Tanjo sva ponedeljek, ko sva se slišala, sva kar ene pol ure debatirala o različnih zadevah, tako da zdaj tukaj ne bomo. No, ne, sam hočem reči, da napišete, no, da je lažje, če imamo potem, da se čim bolj probamo pač drugemu približati, no. Tako, jaz sem kontakt, meni pošljete, jaz bom pa naprej Gaji poslal, ne, tako da, ja, jaz mislim, da bomo počasi končali, a ne. Jaz se vam, Slavica, izvoli. Jaz imam eno vprašanje, čisto ko sem razmišljala zdaj, ko ste omenjali domove za starejše pa to. To se pravi, kaj to pomeni? Za domov starejše, to se pravi, je možno samo te digitalne poti. Zdaj recimo, kakšno je pa možnost reproduciranja potem, ne vem, da se ta zadeva nekje v domu da na CD ali kako, pa da se da posameznikom mogoče, da v sobi poslušajo na svojih nosilcih zvoka, ali kako je v bistvu to zamišljeno tam, kjer gre za večje skupine teh starejših, ne vem, invalidov in tako naprej? Zaenkrat je bilo to prepuščeno pač njim,
kakor so. Dobili so pač enako povezavo, kot pač sem jo tudi vam poslala, in potem so se sami znašli. Nekateri imajo radio, zelo veliko različnih je, eni imajo pač domski radio in so poslušali, so dali na program. Enim so dajali na tablice, pač čistko po sobah, dokler ni bilo toliko močno okuženih, pa so se lahko družili, so imeli te v okviru teh bralnih uric, ki jih drugače prostovoljci izvajajo, ne. So pač poslušali v tem primeru recimo neke te naše posnetke skupaj prek čisto različno, no. Vsak ima v bistvu, do zdaj nihče pravzaprav ni imel kakšnega problema, vsaj javili niso, no, da bi imeli kakšen ta tehnični zadržek oziroma da ne bi vedeli, kako pa kaj. Na različne načine so se potem znašli. Nekateri imajo tudi svoj TV, ne, kanal in recimo so potem tudi prek tega jim, ko smo imeli recimo te drame od doma takrat na YouTubeu, so recimo jim tudi to predvajali, ne. Tako zelo, vsak dom ima, zelo težko je reči, no, toliko so različni, toliko jih je, da imajo vsak svoje načine in pač potem iščejo iz tega, no. Se pravim, vsaj do zdaj je bilo tako, no. Prosim. Še kdo? Okay. In na to vse tiho je bilo. Ja. V redu, ok. Gaja, hvala za tole, za tale kontakt, za to, da smo, se pravim, Špelo pozdravite, se bomo se kaj slišali, videli, a ne. Skratka, jaz mislim, da smo zelo malene stvari smo malo lepo si izmenjali, vzpostavljeno prijateljsko, tako kot bi rekel na koncu Casablanke, eno dolgo prijateljstvo ali lepo prijateljstvo, a ne. Skratka, lepo se imejte vsi skupaj in se vidimo mi naslednji teden, na naslednjem Zoomu, mi pa Gaja pa v gledališču. Čim prej, upam. Ja, ali pa če pridete kaj sem na obisk, no. Tudi, ampak vseeno si želim, da vas bi čim prej lahko povabili, da tudi pridete spet k nam kaj. Velja, pridemo z veseljem. Super. Ja, absolutno. Vsi komaj čakamo. Hvala, dio. Hvala. Vsem skupaj, dio. Ja.